ga dalo zbrati in izmeriti, bi zagotovo dodali kakšen rekord v knjigo rekordov. Ravno zadnjič sem je bral v šolski knjižnici, pa sem opazil, kako bi bila naša knjižničarka zamišljena. A veš, kaj mi je rekla? A misliš, da sem deževalka, da bi kar vedela? No, kaj ti je rekla? Rekla mi je, da razmišlja, kako bi se dalo priti do kakšne nove knjige za šolsko knjižnico, ker jo učenci sprašujejo, če že ima to in ono knjigo. In če bi znala čarati, bi najprej začarala 50 novih knjig. Pravi, da je vesela, da naši učenci radi berejo in bi rada ponudila še več zanimivih knjig. Ravno sem ti hotela reči, da se dobre volje žal ne da tržiti. Mislim pa, da danes ne zbiramo samo dobre volje. Zunaj se je zagotovo nabralo kar nekaj starega papirja in plastičnih pokrovčkov. A veš, zakaj to zbiramo? Ja, gotovo zakaj koristnega. Mogoče za moj iPad, ki si ga želim že za rojstni dan. No, daj no, samo nase misliš. Naj ti namignem. Recimo, da je deževal dan in bi rad prebral kakšno dobro knjigo, pa je nimaš doma. Kaj narediš? Ja, grem v knjižnico ali pa igram računalniške igrice. Pa pozabiva na tvoje računalniške igrice in reciva, da greš v knjižnico. Gotovo bi si rad izposodil kakšno uspešnico, kaj ne? Ja, seveda, ne mika, da pogram nekaj iz prejšnjega stoletja. No, in take uspešnice bi nam radi priskrbeli na naši šoli, da bomo še raje brali. Zato upam, da se je nabralo čim več papirja in pokrovčkov. Kdor pa je danes slučajno pozabil, lahko svoj prispevek prinese še jutri. Zabojni bo tudi jutri na šolskem parkirišču. Zdaj pa vsi navzoči želijo videti tudi tisto, kar so pripravili naši učenci s svojimi učitelji in bodoval najinega klepetanja. Prireditev bo otvoril otroški pevski zbor šolskega kulturnega društva Berjene zvezdice. Sem slišala zborovodkinjo Alenko Markus, ki je govorila o sporedu, ampak si nisem čisto zapomnila. Mislim, da ne bodo zapeli eno o žuželkah, eno o očku in eno o vremenu. No, vsaj približno je res, kar praviš. Zapeli nam bodo svoj program, s katerim so našo šolo uspešno zastopali na območni regiji otroških pevskih zborov. To so pesmi Huda mravljica, Moj očka ima in Dežek.
Spoštovani obiskovalci, spoštovane sodelavke in sodelavci, dragi nastopajoči. Lepo pozdravljeni na današnji prireditvi Pomlad v Kamniku. Na pustno soboto smo tudi na Duplici preganjali zimo, vendar letos nič kaj uspešno. Če pogledamo na koledar, je na koledarju že označena pomlad, vendar okoli nas je še vedno sneg. V mesecu marcu praznuje svoj praznik občina Kamnik. Ponosni smo, da živimo in delamo v tako lepem kraju, kot je naš Kamnik. Danes na naši šoli pozdravljamo pomlad. Našim mamicam skromno izrekamo hvala in skupaj z gospodom županom, gospodom Marjanom Šarcom, praznujemo občinski praznik. Hvala lepa. Hvala. V naši sredini pozdravljamo tudi župana občine Kamnik, gospoda Marjana Šarca. Danes za nami praznuje tudi občina Kamnik. Brez pomoči občine pa tudi ne gre. Veš, oni poskrbijo, da so igrišča v Kamniku urejena, da so naše poti v šolo varne in da ni med počitnicam dolgčas. Saj si letos drsala, kaj ne? O ja, super je bilo. Veseli nas, da ste se odzvali našemu vabilu in se pridružili pomladnemu razpoloženju na naši šoli. Dovolite, da vam simbolično voščimo o prazniku, rojstnemu dnevu naše občine. Izvolite. Hvala za to prisrčno čestitko, hvala za ta prelepi šopek, spoštovana ravnateljica, dragi najmlajši, znanilci pomladi, dragi zaposleni in dragi starši. Res je, jutri je praznik občine Kamnik, ko slavimo rojstni dan Rudolfa Maistra, našega velikega rojaka, ki je Sloveniji priboril dobršen del ozemlja, pa ni bil samo vojak, bil je tudi pesnik, kulturnik in nežna duša. Nežna duša, kakršne nežne duše so danes tudi tukaj naši najmlajši, ki nam bodo pričarali pomlad, čeprav je zunaj še sneg, ampak pomlad zagotovo bo. Pomlad in naši najmlajši, to gre lepo skupaj. In vaša šola je tudi letos pripravila prisrčen, lep in čudovit program v pozdrav pomladi in praznika naše občine. Prav je, da damo priložnost, da se šola vsako leto takole predstavi s tistim, kar ima pokazati, kajti osnovna šola Marije Vere ima kaj pokazati. Osnovna šola Marije Vere se nima kaj sramovati ali skrivati, ima uspešen kader učiteljev, ima učence, ki sodelujejo na vseh mogočih projektih, ki sodelujejo tudi z občino Kamnik in so nasploh, oziroma pa ste, tudi skupaj seveda s pomočjo staršev in mamic, ki ste pred kratkim praznovali, tudi tako uspešni, da lahko rečemo, da je osnovna šola Marije Vere ena najlepših v občini Kamnik in od takrat, ko sem sam hodil na to šolo, je zelo, zelo napredovala in je danes skoraj ne bi spoznal. Poznam še nekaj obrazov, drugače pa je šola res cvet kamniških šol. Spoštovani vsi, iskreno vam čestitam ob prazniku, zahvaljujem se za povabilo in želim, da se drugo leto spet srečamo po zdravo pomladi, morda bo pa takrat že kaj cvetelo. Hvala lepa.
Bodite še naprej pridni kot mravljice, da ne boste do konca šolskega leta zapeli še kakšno novo, recimo o špintani muhi. No, ko so ravno pri žuželkah, a veš, da mi je zadnjič, ko sem pospravila celo kuhinjo, mama rekla, da sem kot čebelica. Meni pa je rekla, da sem kot muha. Najbrž je mislila, da sem tako ustrajena. Kaj misliš? Ne vem, no. Mogoče bo bolje, da si pogledaš naslednjo točko, ki so pripravili učenci folklorne skupine pod vodstvom učiteljice Vanje Hočevar in nosi naslov Sitna muha. Pa bodi pozoren na njihova oblačila. Naša otroška folklorna skupina Verine zvezdice je letos dobila nove folklorne kostume, v katerih se danes predstavlja prvič. Tako imate priložnost videti, kako so se na prehodu iz 19. v 20. stoletje oblačili otroci v Kalniku in okolici.
Bober. Dobro, no, a se zdaj igrava nekakšen kviz? Ne samo preverjam, kako dobro poznaš abecedo. Naši prvošolci znajo že celo abecedo. Letos se bodo naučili zapisati tudi vse velike tiskane črke. Ni to super? Ja, res je. Se spomnim, ko smo bili mi prvošolci in smo komaj čakali, da se naučimo novo črko. Zdaj pa poslušaj, kaj so se v abecedi naučili prvošolci sa svojimi učiteljicami.
jadrnico bi objadral svet in se vmes ustavil na kakšnem samotnem otoku, na rajski plaži. Veš kaj? Kar zbudi se iz svojih lepih sanj. Na pot okrog sveta bomo odplesali z drugošolci. Gremo! Pa ne dam ti poljuba, no? Daj umiri si, suplete rečušolce.
smo danes zbrani na naši prireditvi. Vsako pomlad se spomnimo naših staršev, ki nas spremljajo in spodbujajo, včasih pa tudi opominjajo in nam svetujejo. Hvala, dragi starši, za vse, kar naredite za nas. Mami, hvala, ker mi vsak dan praviš kaj dobrega za moj stalno lačni želodček. Ati, hvala, ker mi pustiš, da te včasih premagam po košarki. Za vse to in še veliko več se zahvaljujemo našim staršem. Malo prej smo že omenila rojstni dan naše občine. Pa ti veš, zakaj občina Kamnik praznuje 29. marca? No, to pa vedo že vsi. To je vendar rojstni dan našega zaslužnega meščana Rudolfa Maistra. Če si slučajno pozabil, njegov kip je prav blizu rojstne hiše Marije Vere. Učenci 4. razredov smo v počastitev občinskega praznika in pomladi pripravili nekaj lepih misli. Svoje misli bodo popestrili še z zvokom, melodijo, harmonike in kitaro. Veselimo se pomladi, ker se začne narava prebujati, dan je daljši in je bolj toplo. Ker sije sonce in sem lahko cel dan na svežem zraku. Ker se lahko rolam, ker svet postane obarvan in obogaten s cvetlicami različnih barv. Ker bo vse zeleno in bom lahko mamici nabral rože. Ker drevesa dobijo liste in je pogled na naravo lepši. Ker ptički žvrgolijo, metuljčki oživijo, travnik zeleni in cvetovi se odpirajo v nov pomladni dan. Ker travniki ozelenijo, pesek zacveti, ptički spet prepevajo in praznujem rojstni dan. Rad imam pomlad, ker vse ozeleni. Rožice cvetijo, ptički žvrgolijo, lepo modro je nebo, mi pa se imamo lepo. Ker so otroški obrazi polni sreče, saj se čisto malo manjka do počitnic. Ker žvančki cveto in trobentice pojo, ker lepe rožice rastejo za mojo mamico. Ker sem lahko veliko zunaj in skačem čez rob. Pomlad je lepa, to pravimo vsi, saj spomladi vse oživi in to se meni dobro zdi. Radi imamo domači kraj, ker tu živim, odkar sem se rodila. Ker je v mojem kraju veliko sreče in ljubezni. Ker tu živijo veseli otroci, ki so moji prijatelji. Ker imam tukaj veliko prijateljev, ker se v njem dobro počutim in se v njem zabavam. Ker imamo veliko gora, izvirov in rek, ker nam tukaj ničesar ne primanjkuje. Ker mati narava podarila nam je raj, na moj domači kraj vedno toplo sije sonce. Ker imam šolo blizu, v šoli pa prijazna učiteljica in prijazna ravnateljica. Ker imam rad planine, jih lahko občudujem vsak dan. Ker te ljudje sprejmejo takšnega, kot si. Ker je lep, kakor roža v laseh, ker diši kakor najlepša cvetlica pod soncem, ker vse oživi in k igri prihiti. Ker je moj kraj čist in mimo teče Kamniška Bistrica. Ker je tukaj veliko manj hrupa,
kot v Ljubljani in imam lep razgled. Naša učenka Maja Strle, ki nas je že tolikokrat razveselila s svojimi pesmimi, za katere je prejela že kar nekaj uglednih nagrad, se je v pesmi spomnila našega kraja. Za uglasbitev besedila pa je zaslužen gospod Andrej Kučar. Prisluhnimo. Danes sem pa res dobra volja. Kar zaplesala bi. A si kaj vadila, si pripravila kakšno solistično točko? Ne, to ravno ne. Zato bom gibanje ob glasbi raje prepustila petošolcem, ki so se res pripravljali. Za nas pa so oblikovali še razredni orkester.
Poglej, kaj so pripravili. plesno šolo. Tam te bodo zagotovo naučili kaj takega, da boš prihodnje leto lahko priplesala na oder. A mi predlagaš kakšno plesno šolo?
Ja, na naši šoli plešemo s plesno šolo Miki in učiteljico Damjana Berčič. Zaplesali nam bodo koreografijo na pesem Mamica je kakor zarja. Poglej, mogoče se boš pa še letos lahko kaj naučila. Da bomo vsi skupaj še nekaj časa s svojimi starši, je ravno pravi čas, da se poslovimo. Hvala vsem staršem, ki ste se odzvali povabilu. Lepo nam je bilo v vaši družbi. Hvala vsem nastopajočim, ki ste se potrudili in pokazali, koliko vam pomenijo vaši starši in naš kraj. Hvala učiteljicam in učiteljem, ki ste nam pomagali, da smo naše delo povezali v prijetne